Pozdravljeni Merenčani. Se poznamo, ne? Jaz sem Denis Turk iz Mirne. Zakaj smo se danes zbrali? Bi bilo zelo vprašanje. Danes je en čudovit dan. In sicer, rad bi iz Božje besede prebral nekaj, kar ste slišali že zelo velikrat. In sicer apostol Pavel govori v Tesaloničanom takole. In to slišimo na vsakem pogrebu in slišali smo tudi na pogrebu, ko je moja mama, ko ste slike gledali, in je tudi pobudnica tega, da smo danes tukaj, slišala. Oprti na Gospodovo besedo vam rečemo tole. Mi, ki še živimo in bomo ostali do Gospodovega prihoda, nikakor ne bomo prehiteli zaspalih v njem. Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo ostali tisti, ki so umrli v Kristusu, potem pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali skupaj z njim, odneseni na oblakih, v zrak, naproti Gospodu. Tako bomo zmeraj z njim. S temi besedami se torej tolažimo med seboj. Vendar, danes bi rad, da vam predstavim na kratko, v kakšnem upanju je moja mama živela. V upanju, ki so del tega citata, ki sem ga prebral, in sicer nikakor ne bomo prehiteli zaspalih. To je upanje, ki nam govori, da je nekaj, ko prestopim prag večnosti. Lahko se zdaj srečamo z večnostjo. Moja mama kot zdrava se je srečala z večnostjo. Ampak srečala se je s kom? Z Jezusom Kristusom. Z Jezusom Kristusom se je srečala. In danes, čez celo to dogajanje, bi rad, da doživite to, kar je moja mama doživljala. Ker ona, vem in priča sem temu, da je molila za to mesto. In vem, da na osnovi njenih molitev je Bog odprl vrata, da lahko mi danes smo tukaj, v tej sestavi. To je Božja milost. Haleluja. To je velika Božja milost. In zato predam besedo slavilni skupini. Slavilna skupina je nekaj drugačnega, kakor pevski zbor. Slavilna skupina je nadstandard pevskega zbora. Slavilna skupina, ki jo Bog sestavil skupaj, je nadstandard vsake glasbene skupine. Zakaj? Zato, ker ima eno posebno noto noter. In to je Sveti Duh. Velikrat smo slišali Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti Duh. To je en Bog v treh osebah. Moja mama je poznala Boga Očeta, Boga Sina in Boga Svetega Duha. Jezus Kristus je rekel, jaz sem pot, edina pot, resnica in življenje. In ko Sveti Duh pride čez glasbo, ki ni važen, da je profesionalna, ampak ta glasba se dotakne našega srca, mojega srca. In ko ta Bog spregovori v moje srce, to je tisto. To je več kot vsaka profesionalnost. To je tisto, kar človek potrebuje, kar jaz potrebujem in kar vsakdo izmed nas potrebuje. In danes bi rad, da to doživimo. Da doživimo moč živega Boga. Da doživimo moč živega Boga. Haleluja. In dajmo se prepustiti v enem utrinku te glasbe. Haleluja. Za življenje v obilju, haleluja, maranata, šehina. Spoštovani obiskovalci, lahko sedete. Jaz sem res zelo vesel, ker je Jezus poravnal vse moje dolgove, ampak ne kakšne finančne, veste. On je prišel zato, da poravna dolgove našega greha.
Zaprošen sem strani pastorja, da povem, kaj mi pomeni Jezus. Težko je v besedi, kaj mi pomeni Jezus. Ampak, če bom predolg, me prekinite, ker na vsako besedo, katero smo sedaj peli, da je on zmagal na Golgoti, bi lahko povedal eno pričevanje, eno doživetje z Jezusom. Ampak gremo malo bolj na začetek. Vemo, da v Edenskem vrtu, kaj je naredila neposlušnost? Proizvedla je greh. Greh, ki loči človeka od Boga. In ta greh je pripeljal tako daleč, da živimo v svetu, ki je nenasiten tega, da ljudje trpijo, da ljudje umirajo, da so ljudje brezupni. In ko vse to vidimo, ko svet vse to vidi okoli sebe, se tega veseli. Jezus pa je drugačen. On je oče, on je mati, on je oče sirotam, on je pokrovitelj vdovam. On je ob vsakem, ki je v stiski, ki kliče njegovo ime. Kdor ima Jezusa, ne potrebuje drog, ne potrebuje substanc, ki bi ga kakorkoli zadovoljile. In lahko vam povem svoje doživetje z Jezusom, da jaz sem zaživel šele, ko sem bil star dobrih 21 let, do takrat je bilo moje življenje prazno. Kajti jaz sem se takrat na novo rodil. Doživel sem spreobrnenje. Vse vemo, kaj je to, ne? Slišali smo nekaj o tem, da je rekel en duhovnik enemu drugemu duhovniku Nikodemu, da se mora spreobrniti, ne? Ja. Ampak ko Sveti Duh razsvetli takrat pride do pravega spreobrnenja. Tudi jaz sem bil v tem svetu, nobeno ponočevanje, nobena substanca me ni osrečila, nasprotno, v meni je ustvarila še večjo praznino, še večje nezadovoljstvo. Za Boga so me skušali nekako posiliti. Veruj v Boga, ker je to slovenska navada. Ampak od navad tega sveta se ne živi. Navade tega sveta vodijo, vidimo kam, v propad družbe. Ampak, ko sem jaz začel poslušati pričevanja sodelavcev, da me Jezus ljubi, da je Jezus živ, sem jaz začel brati Sveto pismo in Sveti Duh je oživil črko v Svetem pismu. Spoznal sem, da sem grešnik, spoznal sem, da je Jezus velikonočno jutro res vstal in živi. In 3. decembra pred leti sem ga sprejel v svoje srce, ko je bila možnost, sprejel ga v svoje srce. Jaz vem, da je od takrat v mojem življenju vse novo. Nov način razmišljanja, nov način govora, nova dejanja, novi sadovi, ki kažejo, da sem res Jezusov učenec in da Jezus živi v meni. Kajti, če jaz nekaj govorim, pa dejanja kažejo drugo, bodo ljudje bolj malo verjeli temu Jezusu, o katerem govorim. Zato vam lahko rečem, mnogo jih je, preveč jih je. Dobrot, s katerimi bi opisal to, kar Jezus dela v mojem življenju. Lahko rečem, da je Jezus moja največja sreča, moja največja radost. Kamorkoli grem, v službo, z avtomobilom, ko delam, pogovor, nenehna molitev z Bogom, zase, za sočloveka, za bližnje, za domače, za družbo, za državo. Za vse to je potrebno moliti, da bomo v blagostanju živeli, da ne preklinjamo, da ne kritiziramo, ampak hotel sem vam povedati, osebni odnos z Bogom, osebni odnos z Jezusom, molitev, nenehna, konstantna. Ker če Jezus v meni živi, je tako na meni, kot v meni notranji organi. V meni. In zato, kamorkoli grem, vem, da je on z mano, se ne bojim jutrišnjega dne, ne skrbim za jutrišnji dan, kajti sem v Božjih rokah, sem v varnih rokah. Do takrat, ko nisem Jezusa poznal, je bilo moje življenje prazno. Sedaj pa vem, da je moj odkupitelj živ, ker živi v mojem srcu. Amen. Hvala, Boštjan. Rad bi vam prebral nekaj, kar verjetno ste že slišali.
ampak mamin najlepši stih, citat, beseda v Svetem pismu, je Psalm 23, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah, zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega. Tudi to je okusno. Ker si ti z menoj, Gospod, tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov in z oljem mi maziliš glavo. Moja čaša je prepolna, le dobrota in milina me bosta spremljali. Vse dni mojega življenja prebival bom v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja. Amen. In ko se je lansko leto zgodilo, kar se je zgodilo, jaz nisem tega vedel. Teta, pozdravljam. Je oče rekel, Denis, 2 meseca nazaj mi je ona povedala, kaj se bo zgodilo in kako naj bo. In kako naj bo. To je Božji otrok. To je nekaj nadnaravenega za človeški To je Božji otrok. Ker Gospod svojim razkriva naslednji korak. In tudi, če bi v globeli smrtne sence hodil, se ne bojim. In ko smo bili v bolnici, ker je vse na hitro šlo, 1. maja v Novem mestu je rekla, Denis, misliš, da je prišel čas? Misliš, da je prišel čas? Še mojega sina na godbi je poslušala prvomajska godba od spodaj. Ampak prišel je, tako kot je na plakatu pisalo, šla je iz trpljenja v življenje. In to je želela, da podelim temu svetu. Da je šla iz trpljenja v življenje, pa ne, da bi atajo tepo doma. Daleč od tega. On je skrbel za njo. Ampak šla je iz trpljenja v večnost. V večnosti, v večno življenje, kjer je mir, radost, veselje. Haleluja. In rad bi vam ob tej priliki povedal, kaj meni pomeni Jezus. Nekateri me poznate, tukaj iz Mirne, treniral sem borilne veščine, bil sem, kar sem pač bil, pretepač po diskotekah, pijančevanja in tako naprej, kar vse zraven paše. Ampak enega dne v letu 97 se me je Bog dotaknil. In mi govoril jasno na moje srce. Jasno na moje srce. In ko sem začel prebirati Božjo besedo, ki sem jo dobil, tako iz ene police, kakor imamo v zoni nastavljeno, in preberem, in berem, in kot da bi nekdo zraven stal in mi govoril to besedo, in sem zaprl, pogledam, in takrat sem bil v vojski, in sem mislil, da poveljnik zraven stoji in da bere točno to, kar sem jaz bral. In ko sem pogledal, nobenega nikjer, to je bil Bog. To je bil Bog. Zakaj? Zato, ker je videl odprto človeško srce. In Bog lahko pride v odprto človeško srce. Trkam in čakam, da mi ga odpreš. In pred 23. januarja 2014 poznamo vsi doktorja Mirota Kramerja, naš človek, domačin. On in njegovi sodelavci so me sprejeli v bolnišnico v Novo mesto, ko se je pred tem na mene podrla stena 2 tone 480 kg težka. 2 tone 480 kg težka, 3 metre široka in 3 metre 70 visoka. In ko je to name palo in me pritisnilo v betonsko ploščo, ko smo gradili, nismo podirali, smo gradili. Pa se je to zgodilo zaradi pač človeškega faktorja mojih delavcev. In ko so me sprejeli v bolnišnico, me niso mogli operirati, ker je prišlo do odmrtja vseh organov, ker je bilo prezasičenje odmrlih celic, ker sem 4 minute bil pritisnjen ob steno, pod katero bi moral umrti. Ker vso energijo, ki so izračunali, je bilo 10 ton, približno 10 ton pritiska,
ko sem padel dol, ko je ta stena me položila na tla, ko je železo šlo tukaj mimo vretenc v hrbtenici, Fi 8, rebrasto železo, drugo mimo trebuha, pritisk je naredil mi je noga, ta del kolena eksplodiral in tukaj ima velike zasluge Miro, da je to zložil skup, vendar se sam se zaveda, ko smo se pogovarjala, da to je čudež. Ker so rekli, da bom na vozičku celo življenje, da če bom že na berglah voziti avto, ne bom mogel. Jaz danes hodim, lahko počepnem, lahko grem po stopnicah gor in dol. Zakaj? Veste zakaj? Zato, ker pod tisto steno, to je tako velik pritisk, jaz sem bil skozi pri zavedanju, nič v nezavest to. To je tako velik pritisk, da ne moreš pljuč raztegniti. In ko hočeš raztegniti pljuča, ne gre, samo še bolj te stisne. Mogoče me danes življenjska težava toliko stisne, da to dihati ne morem več. Da ne gre. Kaj čem narediti? Samomor, se bom rešil. Ne. In ko sem hotel zadihati, ni šlo. V glavi je milijon filmov. Niti ne vem, katerih vseh. In ko sem vedel, da se zgubljam, da ni več kisika, sem samo rekel, to je to. In takrat, prijatelji, veste, kdo je bil tam od spodaj? Ko so delavci na meni štemali, z mašinam stali na steni in so štemali, da so razbili steno iz mene, takrat je nekdo dvignil steno. Delavci so mislili, da jaz dvigujem steno. Ves polomljen, vsa rebra zlomljena, lopatica utrgana, leva stran od skoraj do odvojena. In takrat, tako ko vsak izmed nas, kdo ima otroke, pozna glas svojega otroka. Takrat sem jaz vedel, da je Jezus tam. On je nastavil svoj hrbet, on je dvignil steno. Fantje so to občutili, moji delavci. Jaz sem dvakrat na polna pljuča zadihal. In to je to, ko ti Jezus da rešenje. Ko te Jezus v trenutni situaciji življenja dvigne. Takrat, ko te zadane v srcu nekaj, jaz si lahko čez 3 dni z bolnice ven. Haleluja. Pavlin, nismo molili za vas. Nismo molili za vas. Cela cerkev. Cela cerkev. Vi ste en dan po mojem obisku doživeli, kar ste. Ampak naslednji torek, v nedeljo smo molili. Naslednji torek ste bili zunaj. To je Božji čudež. To je Božji čudež. Zadnjič vam še nisem hotel povedati, neko danes bom to povedal. To je nadnaravni dotik. To je nekaj več, kakor ponuja alternativa. To je nekaj več, kar ponuja kakršnakoli izmišljotina človeka. Karkoli. Ni me rešila joga pod tisto steno. Ni me Buda rešil. Ni me Allah rešil. Jezus Kristus me rešil. Tako, ko vi poznate svojega otroka, tako sem jaz vedel, da je on tam. Denis, živel boš in pričeval boš o meni. Šel boš v narod, pričeval boš o meni. To je Božje poslanstvo. Gospa profesorica se me spomne verjetno, da sem bil skozi tiho v šoli. Težko je bilo nekaj iz mene ven spraskati. In to tisti, ki me poznajo, pravijo, da je to čudež, da jaz lahko sploh govorim. Jaz sem bil zelo tih. Ne, Lilija? Zelo tih. Težko je bilo, pa če sem vedel, pa nisem vedel. Jaz nisem hotel govoriti. Ko se te Bog dotakne, ko Bog dvigne breme iz tvojih pleč, ko Bog potegne železo iz tvoje hrbtenjače, je takrat slaviš Boga. Takrat se dvigneš, takrat skačeš, kjerkoli si. To, če si v breznu pekla, boš skočil ven v imenu Jezusa Kristusa. In boš slavil, boš skakal. Zakaj? Boš odprl svoje srce, da ga Božja milost napolne.
in v trenutku se ti življenje spremeni. Danes si poln obremenjen bremen, ampak ko prideš pod Jezusov križ, se vsega znebiš. Vsega. To ni kar tako. Ko je Jezus mene razbremenil, ni bilo več stene na meni. Jaz sem čez 28 dni prišel iz bolnice ven. Čez 28 dni, ko bi mogel biti na vozičku, začel sem se 4% prepogibati nogo, pa je Mero rekel, lej, pač prijazen se. Ne. Sem rekel, Bog mi je dal življenje. In Bog bo tudi to popravil. Si predstavljate, ko kost eksplodira. Kaj rata iz tega? Črepinje. Črepinje. Že ko kozarc na dvoje pade, ga sploh ne bo več ne lijema, ga stran vržejo. Črepinje. Pa Bog je sestavil vsako črepinje na svoje mesto. Haleluja. Tu je Bog, ki je za človeka. Bog, ki je danes tukaj med nami. Jaz sem vam živ dokaz, da je Bog živ. Iz pretepača, ko sem, vem, da mnogim družinam zelo naredil, ker sem se pač, otroci smo bili, smo se tepili. In kjer sem imel priliko, sem se pogovoril s fanti, s katerimi smo bili v konfliktih. Iz tega pretepača, iz tega preganjavca vere, ker ko smo prišli pred cerkev, smo petarde metali, noter, pod oltar, pa zbežali hitro ven. Preganjavc vere. Tako kot apostol Pavel, ko je ubijal apostole, predno se je dotaknil Jezus njegovega življenja. Ampak prišel je dan milosti. Haleluja. In tudi za to merno je prišel dan milosti. Ni več izhoda. Bog je stopil v merno. Bog je stopil v merno. In ni več izhoda. Ko Jezus pride, se stvari spremenijo. Ko Jezus pride, lahko poklekneš, ko prej nisi mogel. Ko Jezus pride, te več hrbtenica ne boli, nimaš več tistega železa v hrbtenici. Greš naprej. Ko Jezus pride, ni več zastoja srca. Ni več. Tega ni več. Ne boli več duša, srce, pa greš naprej pod križ. Zato, da živiš v radosti in veselju. In ta stih je res čudovit. Ta stih smo imeli tudi na pogrebu tam pod sliko napisan. Ker tu je veselje vsakega kristjana. Krščanstvo je vesel dogodek v mojem življenju. Krščanstvo je nekaj tako eksplozivnega, tako mogočnega, da se vsaka religija ustraši in zbeži. Religija da samo občutek zadovoljstva, ampak Jezus pa ti da zadovoljstvo. Jezus pa ti da zadovoljstvo. Haleluja. Haleluja. Draga Mirna, še več kot moja mama, ki vas je imela ali pa nas je imela v molitvah, nas ima Jezus v svojem srcu. Pozna vsakega od nas. Prvega, koliko si ti star, predvčerajšnjem? 15? On te že 15 let pozna. Dal v materinem telesu, prav Božja beseda. On točno pozna njegove potrebe. Še več, on ve, kaj zdaj razmišlja. In na osnovi tega, kar je v njegovem srcu, lahko Bog planira njegovo življenje. To je nekaj wow. In ko sem to jaz dojel, jaz ne želim več drugega imeti. Samo Jezusa. Samo Jezusa. Odrešenika. Apostol Pavel pravi, nočem za drugega vedeti, razen za Jezusa in tu na križu križem ga. Jezusa, ki je plačal ceno. Plačal ceno zato, da jaz danes hodim, da sem zdrav. Zato, da lahko pametno razmišljam. Zato, da funkcioniram v tej družbi. Zato, ne zato, da sem bolan ves. V duhu, v duši in v telesu. Ampak da živimo v njegovi moči. Haleluja. Bog je obiskal ta narod. Se zavedamo tega? Danes je mogočen dan. Zato mirno. Ko je Jezus prišel v Samarijo, so
so se zgodile velike stvari. Vsi to vemo iz cerkve, poslušamo te zgodbe. Ampak biblijske zgodbe imajo nekaj nenavadnega. To niso zgodbe, to so doživetja ljudi. To so resnične zgodbe. To so zgodbe po resničnih dogodkih. To ni mit. Haleluja. Ker če bi bil tu mit, pa bi bil jaz danes mrtev. Pod tisto steno bi jaz 23. januarja mogel umrti. Moral umrti. Medicinski čudež, piše. Medicinski čudež. Ampak to je Božji čudež. Ko medicina nima odgovora. Kako je mogoče, da gre človek po infarktu v 3 dneh domov? 4. Pavlina ni mogoče. Ampak v Kristusu je vse mogoče. Haleluja. In dajmo nekaj minut se prepustiti temu, kar nam je slavilna skupina pripravila. Razmišljajmo o tem. Razmišljajmo o tem. Haleluja. Aleluja. Dragi prisotni, kot vidimo in slišimo, vsak od nas ima nešteto razlogov, da se zahvaljuje živemu Bogu, ki nas pozna. In ta večer je za vsakega, ki je tukaj, pripravil neizmerno vsega, kar potrebujemo. Zato smo slavilci in častilci živega Boga v duhu in resnici, ker nebeški Oče pravi, da si želi častilcev v duhu in resnici. Zato ga bomo danes oboževali tudi v novih jezikih, v nebeških melodijah, ker pravi, da tiste, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala znamenja in med njimi je tudi govorjenje v novih jezikih. Prepusti se, dragi prijatelj, Svetemu Duhu, odpri srce, Jezus te neizmerno ljubi in ta Jezus, ki je bil včasih, je delal znamenja, čudeže, je isti tudi danes. Haleluja! Ker naš Bog je večji od vsakega Boga, ker je živi Bog. Haleluja! Haleluja, Jezus, obožujemo te, Gospod. Šekina, naj pade tvoja slava, Jezus. Spodaj si vino dobil, slepim odpira oči, nihče nikoli
Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Jezus je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Če je torej to v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Bog Oče nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov. Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša. Oh, haleluja! Jezus je živ! Amen! Dajmo en aplavc, Jezus. Haleluja! Dajmo moliti, haleluja. Je kdo od vas že kdaj molil, haleluja? Dajmo moliti, haleluja. Amen! Kaj ćemo narediti drugega, kjer bi bil drug pameten odgovor na to, kar smo slišali, kakor da gremo moliti. Amen! Veste, kaj je molitev? Dvosmerna komunikacija z Bogom. Haleluja. Amen! Hvala ti, Jezus, za ta čas danes, haleluja. Mi te vabimo, Sveti Duh, haleluja, odpiramo ti svoje srce. Naredi to, za kar si prišel ta večer, da narediš, haleluja. Rečemo, Bog, naredi v mojem življenju to, kar hočeš. Kaj rečemo? Bog, jaz sem prišel sam z namenom, haleluja. Jaz sem prišla na to mesto, da ti nekaj narediš v mojem življenju. Haleluja. Hvala ti, Oče, za ta čudovit čas, ki smo ga zdaj doživeli. Hvala ti za pričevanja. Hvala ti za zgodbo Denisa in njegove mame, Oče, njegove družine. Hvala ti za dramo, hvala ti za slavljenje. Ampak mi smo se prišli srečati s tabo, Gospod. Haleluja. Hvala za vse, kar si pripravil danes na tem mestu. Haleluja. Ne bo vsak danes poslušan evangeliju. Haleluja. Vsako srce ne bo odprto. Haleluja, v imenu Jezus. Vsak glas sovražnika zvezan v imenu Jezusa. Haleluja, Oče. Hvala ti za to dvorano danes, da si prišel sem. Hvala ti, Sveti Duh, da si ti ta, da pričuješ in govoriš na vsako srce. Hvala ti, da si ti ta, ki danes osvobajaš, ozdravljaš, odrešuješ. Daješ novo življenje in upanje tam, kjer je treba. Haleluja. Menjaš naše stiske s svojim izobiljem svojega duha. Haleluja. Hvala ti, Oče. Recimo mu sosedu, nekaj dobrega se ti dogaja. Nekaj dobrega se ti dogaja. Amen. Haleluja. Haleluja. Ma še prostora za še kaj sprejeti danes? A ima kdo še prostora, da bo kaj naredil v njemu? Haleluja. A je kdo tukaj lačen Boga? A si lačen Boga? Haleluja. Ker predstavljaj si, koliko težko je kuharju, če prideš k njemu na obisk, pa nisi lačen. Zraven našega stanovanja je ful dobra restauracija. In včasih kakšni gosti grejo iz restauracij k meni na obisk, jaz sem pa mislil, da bo pri meni jedel, zakaj nismo razumeli. In to je katastrofa za mojo ženo. Ko noben hoče jesti. In isto je človeku, ki je prišel z evangelijem, če noben je lačen evangelija.
ampak mi smo lačni. Amen. Amen, mi smo lačni danes. Amen, a veste, da je Sveti Duh tukaj? A lahko samo malo dvigneš roko, lahko jo čist, ampak če se ne upaš čist, a lahko samo malo mi pomagaš, če veš, da je Sveti Duh tukaj. Če veš, amen, aleluja, wow, 2 roke celo, to stropa skoraj. To pomeni, da je ful upanje, aleluja. Bomo prebral en citat, mega citat. Danes, veste, da sem danes prvič eno besedo slišal, ko je že, ne vem, od leta 92 ful Biblijo študiral, bi rad z vami podelil. Na koncu Markovega evangelija si pogledajte. A je kdo od vas vernik danes? A imamo tukaj kakšne ljudi, ki res verjameš v Jezusa? Res verjameš, da je Jezus živ. Jaz na tvojem mestu, če do danes ne bi vedel, to, kar si do zdaj slišal, bi te mogel prepričati. Amen? Kad človekam v kolene eksplodira, kad stena na njega pade, zdaj s tabo govori. To je, ali je to duh, ali je pa Jezus živ. Ampak ni duh, gledajte. Moja roka se ustavlja na njega. Če bi bil duh šlo kar čez njega. Če bi bil privit, tudi ne bi deloval. To je ta prav Denis. Vi ga poznate iz mirne. Res je 2 tone na njega padlo. Amen? Kaj to pomeni, da je Jezus živ? Amen? Če boš še kdaj iskal kakšen dokaz, če misliš, da boš prišel pred nebeške vrate in rekel, Jezus, jaz nisem vedel, da si živ. Ja, kako nisi vedel? Kaj pa Denis? Ja, kaj pa on večer, ko si videl človeka, ki je 10 ton sile padlo čez 2,5 tonsko steno na človeka, pa ti je govoril o Jezusu? Amen? To je dost razlog, da verjameš. Obstajajo še ful večji razlog. En je, da Bog na tvoje srce danes govori, koliko te ima rad. Amen? To je Božja ljubezen. Bog nikoli ne bo prišel te obsojati. On vedno pride, ful te ima rad. Ful. Ker Sveti Duh pride, to je ljubezen. To je tekoča ljubezen v tem prostoru danes. To je Božja ljubezen. Amen? Zato smo danes tukaj zaradi Božje ljubezen. Poglej si tole, če verjameš v Jezusa. Če ne verjameš v Jezusa, lahko danes mu predaš svoje življenje. To je čisto simpel. Tako kot otrok priješ njemu. On ne bo rekel, da je 10 korakov do popolnega življenja. On bo sam rekel, samo reči, ja, verjemi v srcu, z usti ga priznaj za svojega gospodarja. Rečemo, ja, Jezus, verjamem vate. Mene je en človek, ki je bil, ne vem, kje so v Vatikanu, ne vem, ful, kakšno vse veze imel. In pol me je povabil na večerjo zaradi enih drugih stvari. In med večerjo me je vprašal, ker je vedel, da pridigam evangelij. Pogovarjali smo se pa nekaj čist tehnične, ene stvari smo se mogli zmeniti. Ne duhovne. In med večerjo me je vprašal, Klemen, a grem jaz v pekel? To je človek, ne vem. Sam ti se piše svetnik. Razumete, kaj vse je že videl, kje je že bil, pri papežu, ne vem kje. Rekel, Klemena, grem jaz v pekel. To je človek star 60 let. In sem preslišal to. Zato, ker sem se mogel druge stvari z njim zmeniti, pa nisem bil sploh, me je dubil na levi nogi. In sem naprej jedel, pa ignoriral. In čez 2-3 minuti spet prekine izvan konteksta, pa prav, Klemen, a grem jaz v pekel. A ni to nenavadno? Ampak Sveti Duh gre z nami tudi v gostilnice. On je v restauraciji z nami. Zato so znamenja, ki spremljajo vsakega vernika, ki vam bo danes jih prebral. Če si prej rekel, da si vernik, so znamenja, ki te bojo spremljala. In bolj, ko boš poznal Jezusa, bolj te bo spremljala. In bolj bo Božje kraljestvo raslo čez tebe v Mirni, v Novem mestu, v celi Sloveniji. In ko me je drugič vprašal, če gre v pekel, sem si pa vzel čas. Sem dal pa prišel ven iz ust. In sem rekel, lej, dosti dober, da bi šel v nebesa, nisi. Kaj? To je ful dober človek. To je čudovit človek. In je bil ful strah je bilo. Ker on verjame, da vse, kar jaz rečem, je res. To dok me že pozna. On ve, da jaz se sploh zlagati ne morem. Pač ima to napako. Sploh zlagati ne morem. Odkar sem na novo rojen vernik. Se rekel, dosti dober za v nebesa nisi. Ko?
ker prej sem ga pa skozi hvalil, pa trpel po rami, po objemu, ko smo se videli. In gledal, kaj je narobe naredil. In pa sem rekel, daj, ampak dobra novica je to, da tudi jaz nisem dosti dober, da bi šel v nebesa. In pa mu vse dobro, wow, dobro, haleluja. In pa sem rekel, edina v nebesa prideš, je, da sprejmaš Jezusa za svojega gospodarja. Da verjameš, da je njegova kri prelita za tvoje grehe. In tako se boš odrešil. In to je čisto simpel, samo rečeš mu, Jezus, verjamem vate. Prid zdaj ti v moje življenje, bod zdaj ti moj gospodar. In tisti trenutek se tvoj duh na novo rodi. In zdaj dobiš moč Svetega Duha, da lahko živiš z Bogom. In so znamenja, ki te bojo spremljala. In čez 10 minut kasneje sem mogel iti na WC, ker čim sem to rekel, tam je bilo še par drugih poslovnežev, in čim sem to rekel, je šla tema nazaj v tehnične stvari. Ampak pač sprostil sem evangelij. In danes je bilo veliko evangelija že sproščenega v ta prostor. In se ful dogaja bitka za tvojo dušo. Če še ne veš, kam greš, če je tvoje vprašanje, Klemana grem jaz v pekel, je moj odgovor, 99% sem siguran, da ja. Ker bolj direktno povedal, kako nas tam, tukaj zdaj smo v cerkvi. Ker cerkev je posod, ker sta 2 ali 3 v imenu Jezusa zbrani. Tam je on sredi med njimi. Naravno slik, zvoncev, kipov. In jaz je rekel, kjer sta 2 ali 3 v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Aleluja. Lahko si pa med vsemi ekipi, pa ljudje ne verjamajo v Jezusa, pa sploh v cerkvi nisi. Pa misliš, da si pa šel v cerkev, si pa šel pa na eno združenje, neko religiozno. 10 minut kasneje grem jaz na WC. Tema se vmes zamenjala, spoštuj sem besedo. Je pa en drug človek, ki se ful z medijem ukvarja, šel z mano na WC. In je čakal, kdaj bom on prišel, in rekel, Klemen, jaz bi rad sprejel Jezusa. A lahko sprejmem Jezusa? A lahko zdaj sprejmem Jezusa? Človek ni hotel iti v pekel, haleluja. On je vedel, če jaz nisem dosti dober, tudi on ni dosti dober. Enkrat sem bil z enim človekom, ki je bil šef investicij pri Merrill Lynchu, to je ogromna firma. Ogromna firma. On je bil nek direktor velik. In se je 2 dni z mano pel v avtu, skozi sem imel slavljenje gor. Ne samo v avtu, tudi na videu to gledal, kako Hillsongi slavijo, krščanski center slavi, haleluja. Krščanski center je del mednarodne mreže crkva. To je pač en network. Ker cerkev je univerzalna, v celem svetu sestavljena iz ljudi, ki verjamejo v Jezusa. Organizacije pa pač veliko. In ker 2 dni bil z mano, je rekel, Klemen, jaz sem mislil, da sem kristjan, ampak zame ni upanja. Ti, ki smo šli, ki smo vsi se ga napili, se ga nisi napil. Enkrat te nisem slišal zaklet. Skozi samo dobro govoriš, pa dobro razmišljaš v vsaki situaciji. Jaz grem sigurno v pekel, zame ni šanse. Kaj mene vprašal, če sem spet je bila tema o tem, kaj je govoril, da sem jaz ful dosti dober, da je šel zihar v nebesa, se rekel, jaz nisem dosti dober za v nebesa. Se je čist grozil, rekel, kakšno upanje je pol zame. Če ti, ko skozi slaviš Boga, ne priješ, ne žuraš ga z nami. Če ti, pa grem jaz sigurno v pekel, se je rekel, res je. Samo dobro novico, Jezus je plačal ceno za te. In danes ga lahko sprejmeš za svojega in je človek sprejel Jezusa, haleluja. Hvala ti, Jezus. Danes ne je domov, če nisi sprejel Jezusa. Če ne veš, kam greš, ko boš umrl, ti jaz lahko povem, da greš v pekel. Zakaj? Ker se noben ne bo odrešil po svojih delih. Ampak samo po veri v Kristusa. To je tako, kot če bi rekel, grem v Ameriko s tabo, Klemen, ampak nimam karte za avion. Ja, ne boš pa šel, prijatelj. Rabiš in karto, in vizo, in potlist, ne pa vse rabiš. Ne se špilati z večnostjo. Ker tja pa sigurno noš pa šel, brez da nisi najprej opran v krvi Jezusa. Da si verjel v to, da je Jezus zate plačal ceno. Amen? A dobro govorim danes. Mogoče malo bolj surovo, ampak res vas imam rad. In bi rad, da je vaša večnost ni na moji skrbi več. Da nam jaz pa šel pred Boga, pa mi bi rekel, pa kaj mi nisi povedal najbolj pomembne stvari? Zakaj si sam ful lepo pridigal? Pa jim dobre zgodbe v svojem življenju govoril. Pa jih navdušoval nad samim sabo, doma zdaj bi jim povedal rešitev. Amen, zdaj sem povedal rešitev. Rešitev je, vapi Jezus v svoje življenje. Amen. Lahko jaz na koncu molim s tabo, lahko pa zdaj, a gremo najprej sprejeti Jezusa, pa pol naprej pridigal. A gremo? Da bomo zihar, okej. A lahko dvigneš roko sam, če bi rad danes sprejel Jezusa.
Ok, hvala, ena roka, še kdo. Hvala, še kdo. Kdo bi rad čez privije se to? Ja, bravo, še učiteljica, haleluja. Slava ti je. Haleluja. Pridite vsi naprej, ko ste se dvignili roke. A ne upate? A vi ste ga že sprejeli? Hvala Bogu. Neč, dajmo, prvo, nam vas maltretiral danes, ampak dajmo zapreti svoje oči tam, kjer sedimo, pa lahko molitev za malo pravite, okay? Da boste zihar, okay? Da boš zihar, da si odrešen. Reči, Jezus, jaz verjamem, bate. Ja, kar bote glasni. Jaz ti priznavam, da se sam ne moram odrešiti. Jaz sem grešnik, ki nisem dosti dober. Jaz rabam, da me ti odrešaš. In zdaj sprejemam tvojo žrtev za me. Da si umrl na križu za moje grehe. Haleluja. To, če bi bil jaz edini človek na zemlji, bi ti zame umrl. To ni bilo samo za Hitlerja. Ti si zame umrl na križu. Moji grehi so te prbili na križ. In zdaj sprejemam odpuščanje, ki je samo v tvojem imenu. Jaz te zdaj sprejemam v svoje življenje. In govorim, da si ti moj Gospod. Ti si moj rešitelj in moj gospodar. Moje življenje je zdaj v tvojih rokah. Jaz sem prešel iz smrti v življenje. Jaz nisem več v kraljestvu teme, ampak sem v kraljestvu luči. Prej bil hudič moj Bog, zdaj je Jezus moj Bog. Haleluja. Amen. Amen. Haleluja, slava Jezusu. Amen, slava ti je. Oh, haleluja. A veste, kaj zdaj angeli delajo? Rojsten dan pojejo, tako kot mi prej. A veš, kako smo ti peli? Angeli ti zdaj pojejo rojsten dan. Vsakmo, če si danes prvič sprejel za svojega gospodarja, zdaj le pojejo, vse najboljše. Jaz sem se mogla odzvati, ker se mi je po tej strani vse zaprlo. In stopila sem v veri tukaj in malo je in jaz zdaj slišim na levo uho. Gospodu hvala. Haleluja. Gospodu hvala. Da je samo v imenu Jezusa je zdravje. Še bolj. Haleluja. Že leta dolgo me kolena bolijo, ker pač šla sem na slikanje obravaje, ne? Ampak ni več, očitno ni več. Ker zdaj je tako, ko bi jih podmazal nekdo. Čist normalno funkcionirajo, sploh ne čutim nobene bolečine. Slava Bogu! Ej. Vse je mogoče tistemu, ki veruje. Amen.